predlog rebalansa državnega proračuna na nek način jaz razumem, kot da se vlada morda zaveda nekega efekta, ki se je zgodil eni južni članici Evropske skupnosti, torej da obstaja bojazen, da se ne bi to tudi pri nas zgodilo. Pa vendar se mi zdi, da na zelo, zelo napačen način. Namreč zagotavljanje nekega socialnega miru na način, ki ga konec koncev lahko razberemo iz predloga rebalansa proračuna, niti slučajno mislim, da ni ustrezno. In predhodnika sta že nakazala na investicije oziroma na črtanje investicij in tudi jaz ocenjujem, da bi ravno nasprotno, torej s podporo investicij, naša podjetja, naši ljudje, naši zaposleni imeli dovolj dela, torej ne bi prišlo do bojazni, da bodo firme se zapirale in tako naprej, torej to bi bil pravi način. No, predhodnik je omenil težave s centrom za ravnanje z odpadki, nekaj podobnega ali še težjega doživljamo tudi v jugovzhodni Sloveniji. Dobre 4 leta že načrtujemo drugo fazo centra za ravnanje z odpadki, 15 občin nas je vključenih v ta projekt, torej druga faza pomeni mehansko-biološko obdelavo. In vsaj zadnji 2 leti smo priče nenehnim dopolnitvam te naše vloge, no in zadnja zahtevana dopolnitev je pa prav svojevrsten cukrček, namreč nekje je v tekstu, v tekstualnem delu te vloge pisalo prst in na MOP-u so rekli, da mora pisati zemlja, da ni v redu prst, ampak da mora pisati zemlja. In zdaj bomo spet dopolnjevali. Tako da, ja. No, omenjene so bile ceste, zgovoren primer je tudi v občini Dolenjske Toplice, namreč regionalna cesta, tako imenovana partizanska magistrala, od Soteske do Črnomlja poteka po naši občini in kar 2 križišči sta torej neprimerni, ogrožata varnost vseh udeležencev. In tako se je v mandatu prejšnje vlade zgodila ta investicija v državnem proračunu. Seveda občina sodeluje zraven z vsemi tistimi potrebnimi stvarmi, ki odpadajo na občino, torej pločnik, javna razsvetljava in ostalo je pa državno. No, zdaj te investicije ni več, čeprav je lansko leto država odkupila 3 objekte, ki so predvideni za rušitev, pa je potem zmanjkalo denarja. Zmanjkalo je denarja celo za projekt, tako da smo projekt naredili na občini, torej z približno 100 000 evrov sta 2 projekta vredna. Ta 2 projekta sem tudi predal direktorju Direkcije za ceste, ampak denarja seveda za to, da bi investicija šla naprej, ni. Še hujš morda pa ponovno torej v investicijah pa je črpanje kohezijskih sredstev. Ponovno v jugovzhodni Sloveniji imamo tako imenovan projekt Poreča Krke. Ta projekt je začel nastajati leta 2004 kot pilotni projekt. Se pravi, da jaz razumem, da se bomo pač iz tega pilotnega projekta vsi nekaj naučili, vendar pa smo lansko leto spoznali, da smo v bistvu bili poskusni zajčki. Namreč enostavno po nekih informacijah strani vlade seveda se ta projekt ne more financirati v taki meri iz kohezijskih sredstev. Občina Dolenjske Toplice nastopa v tem projektu z enim krakom kanalizacije in pa novo čistilno napravo v vrednosti 4 milijone evrov. Seveda kohezija 75% Bruselj, 15 država in 10 občina in to sem jaz že imel v proračunu lansko leto in tudi v letošnjem proračunu ohranjam, ker upanje umre nazadnje. Zdi se mi potrebno povedati, da sem imel priložnost s samim predsednikom vlade se o tej zadevi pogovarjati, ampak slučajno, ker smo letela skupaj iz Brusla enkrat februarja in dal sem mu tudi recept, na kakšen način, torej zavedajoč se dejstva, da verjetno ni najbolj enostavno tudi v državnem proračunu. Pokazal sem mu možnosti v smislu neke drugačne uporabe 23.a člena Zakona o financiranju občin, torej da bi še posebno v volilnem letu, ko bomo
ta sredstva, ki pridejo na račun 23. člena zakona o financiranju občin, župani ponudili za lučke prežigati, pa za pločnike, pa kaj jaz vem, kaj še vse, bi lahko veliko bolj smotrno jih porabili tudi za kohezijo. Vendar pa tudi obisk pri ministru Žarniču potem ni ugodil sedov. Tako da enostavno, torej investicije so črtane in ocenjujem, da to niti slučajno ne more biti proračun, ki je naravnan pozitivno ali pa iz katerega bi lahko človek razumel, da se vlada zaveda neke zelo, zelo kritične situacije. Gre za reševanje nekih trenutnih situacij, daleč po tega, da bi bil razvojno